Zadeve so se nekako odvile same po sebi. Pred leti sem gledal v gledališču predstave Zijaha Sokoloviča, Glumac je glumac in Kabaret kabaret. To je sicer bolj gledališče še kakor stand-up, ampak medtem, ko gre čas naprej in generacije se pomlajujejo, se je nekako zgodilo, da sem tudi jaz iz gledaliških voda malo okusil sladkosti stand-upa in zgodilo se je samo po sebi nekako. To je hot dog taki ko preproga iz Rutarja, veš, ko greš ko bi jo rad zdaj prinesel, pa bi jo rad v avto porino stari, pa ne veš čisto točno, kako boš to preprogo zdaj not prišel, tak je isto ovih hot dog zemfa, pa ta gor, pa ove majoneze, kot da bi kamela svršla v glavi. Za poklic igralca oziroma voditelja, entertainerja, zabavljača, če tako pogledamo, se pravi človeka, ki živi od dela na odru in ki živi za oder, je potrebno imeti tudi pogum, potrebno imeti malo sreče, veliko vztrajnosti, poguma in pač neke delovne navade, veselja je treba imeti veliko in potem se dan po dan, predstava po predstava gradi neka zgodba, po kateri se čez leta lahko zreš in vidiš, kakšno pot si prehodil. Ja, ne vem, kaj mora imeti to, da pritegne občinstvo za začetek svojo osebnostjo, svojo pojavnostjo, s tem, kar govori na vse zadnje tudi, in mora v prostor med ljudi prinašati sproščujoče energije, dobro voljo, mora znati pogledati na življenje, svet z enega drugega zornega kota, ki razbremenjuje našo težko, napeto, malodušno in megleno realnost. Veš, kaj moški je praktično, vidite, ok, kaj boš zdaj ti jedel, zdravo, sigurno ne, danes pa itak ne veš, kaj je not. Mislim, govejo župo skuhaš, stari pa imaš horsa notri, steroidnega. Glede tega menim enako kot glede vseh drugih stvari. Študentje so del družbe, tako kot tudi aktivni zaposleni in upokojenci. Vsem nam se življenje draži in vsi se mi soočamo z enakimi težavami in problemi, vsak na svoj način. Časi niso rožnati, ampak mislim, da z veliko dobre volje, veselja, optimizma, s pogumom, z vsem tem, o čemer sva govorila, da človek potrebuje za oder, da to danes rabimo tudi za realno življenje. Mislim, da je treba manj gledati poročila, manj slediti medijem in manj verjeti temu, kar govorijo in se držati pregovora znanega starega slovenskega, uzdaj se, usej v svoje kljuse. Kam te gre mrtve Kitajec, ker na pokopališču v Sloveniji ni nobenega? Ste bili kdaj za 1. novembra na pokopališču? Si videl kakšni kitajski nagrobniki? Ne. Kje so Kitajci? Ja, točno tam so. Tam so, ja. Jaz ti povem, ki so. Oni so vjuhi s 1200 okusi. Politika je leto dni bila, se mi zdi, v neki situaciji, ko smo se lahko temu smejali, zato ker enostavno nismo mogli verjeti, da je to vse res, kar se dogaja. Zdaj smo se soočili med tem tudi že s tem, da so med ljudi poslali konje, solzivec, policijo in tako naprej, da so ljudje na ulicah in da se spet v parlamentu samo pravzaprav presedajo, da ne gre za menjavo oziroma če bo šlo za menjavo, bo trajalo veliko časa, da se bo to zgodilo. In mislim, da je slovenska politika oziroma naš odnos do nje ta trenutek na taki točki, da se zmeraj težje temu smejimo in da smo zmeraj bližje joku. Se pravi, med tragedijo na eni strani, med komedijo na drugi strani je v sredini eno veliko polje tragikomičnega, ki se pa iz komičnega vedno bolj proti tragičnemu obrača in na nas je, da to barko obrnemo. Pa veš, kaj imajo rade vegetarijanke? Te pa zdaj bi ona nekam šla. Ona bi tudi bila socialna bitja, ona bi se tudi družila, zdaj se vsi družimo, ona se pa ne bo družila, ona bi se tudi družila, ona bi se družila, in zdaj v to gostilo, ne bo šla 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 v to gostilo, pa sploh ne bo šla, kak si ti misli, da bi jaz šla v to gostilo? Tako ti rečeš, kaj bomo, te šla, kaj ti jaz vem, gremo mi v Galažar, ti pa ide prek cesta v Cvetličarno, kaj jaz?